Danes ne bi povedal, kaj me niso v šoli naučili. Ne pa tisto, kar so me. Veste, kaj je to strast v življenju? Ko iščete nekaj, ko to začutite, wow, to je to. Meni se je to zgodilo, ko sem prvič slišal, ko je nekdo na gong igral. Meni se je to zgodilo, ko sem prvič plezal v hribi. A še parkrat se mi je to zgodilo. Ampak veste, kaj je bilo pa pol, ne? Kaj pa pol, ne? Točno to. Kaj pa zdaj? Ja, pa še več tega, pa še več pozitivnosti, pa še več tehnik, pa še več delavnic, pa še bolj se poglabljati vase. Pa ni bilo, ne? Pa imam gong še skozi sem za hobi, ne? Pa tle slišam, kako iz hobija narediti posel. Veste, pa sem se pa enkrat vprašal, kaj pa je s temi negativnimi občutki, tiste, ki si jih ne priznaš. Ne? Ko butnejo sam ven takrat, ko se peleš, pa te enim sil, pa rečeš, kva bi ga zdaj, ne? A veste, to ni nekaj, kar v človeku pride tako, ta jeza, pa frustracija, pa nemoč, ne? Ni boli ta nemoč. To ni nekaj, kar pride od zunaj. To imamo vse. In povem vam, ko to se spet poglabljaš, jaz sem to navadil, da koliko sem se prej poskušal povezovati z angeli, pa z ne vem komu, vse z nekimi pozitivnimi občutki. Ja, super. Ne? Zdaj se pa povezujem z vlastnimi negativnimi občutki, z demoni, če hočete. Stvar je nora. Dobesedno nora, res. Jaz si v meditaciji vzamem čas za to, da pride moja jeza, moj bes. Povem vam, ta doživetja so tako močna, imaš včasih problem nazaj prideti, k sebi prideti. In odkar to počnem, pa z ostalimi negativnimi čustvi, včasih tako jokam kot dež. Veste, kaj se pa odvoli? Ko enkrat si priznaš, kaj čutiš, pa da to gre ven iz tebe. Telih 5, ki so jezni, pa naporni, pa luštkani, ne? Pa tako inteligentni, pa ta, ki hoče biti najboljši, ne? Pa ta, ki ne more, pa ki je tako hudo, ne? Njihov pravi obraz odkriješ. Odkriješ, kakšno vrednost si dal samo sebi neki bolečini. Nekoč mi je ena zdravica rekla, da jaz svojo bolečino nosim tako kot torto. Tako, ne? Ja. Rad bi vam povedal to, da si dovolite čutiti negativna čustva na tak način, da je družbeno primerno, da ne škodite drugim. Ne? Takrat, ko ste sami. Zame je to delo na sebi. Ne, da meditiram, pa ponavljam, lep sem, bogat sem, uspešen sem, ne vem kaj, želim si, prihaja, ja, mislim, ne. Nič ni pošlo, pa sem leta in leta delal. Dovolite si negativna čustva doživeti, jih izjokati, jih izkričati. Ko boste to naredili, se potem vprašajte, kaj pravzaprav imate od tega, da ste to imeli vse? Čemu vam to služi? Kaj je tisto, kar ste imeli, ali pa še imate od tega? Veste, kaj sem jaz danes zjutraj ugotovil? Ko sem premišljeval, kdaj bom začel sprejemati denar. Kaj jaz nočem biti? Kaj jaz nočem biti? Ko bi takrat, ko bom denar imel, da bi to bil. Veste, kaj sem ugotovil? Da
se ful bojim, da bi se maščeval ljudem, ki so me prizadeli. A veste, tisto štorijo, ne? Keith Richards od Rolling Stonesov, ne? Ko je bil še neznan kitarist, pa ni smel v bloku igrati gitare, ko je bil bogat, je cel blok kupil, pa vse ven. Ne res. Ene je bil ful strah in še danes imam ta strah v sebi, ker je to toliko novo spoznanje, kam jaz to močjo. Pa lahko enega nagobec, da ne bom za to odgovarjal, razen samemu srcu. Pa lahko recimo svojim najbližjim, mami recimo, ne? Obraz povem, kaj me boli, ampak na to nagrob način. Potem bi si to upal, ne, kao si mislil. Za vse tisto, kar me je prizadel kot otrok. To so ena taka, veste, pretresljiva spoznanja, a si jaz to upam predelati, da in jaz bi vam rad danes podaril poleg ostalega še en občutek. Aleš, ti lahko po izbiri, kako hočeš, ne. Ampak jaz bi vam rad podaril občutek doživetje, kako je stati na lastnih nogah. Vstanite, dajte zdaj. In zdaj dajte noge takole v širino ramen. In napnite noge, naredite steber. Tudi sta zadnjo, naredite steber. Dveh nog. In zdaj začutite medenico. Ko eno skledo. In zdaj to skledo nežno, kot da bi otroka v zibko delali. Položite na ta dva stvar. A čutite, spustite prepono. Nič six-pack pa to. Ne pade vrni. Ne se špeh pokaže. Ne se mehkovo. Naslonite medenico, to čarobno skledo na ta dva stebra. In začutite to pozicijo, kako se vam zdaj zgornji del lepo zloži. A čutite to? To pomeni stati na lastnih nogah. To je to. In če naučite svoje telo, da stoji na lastnih nogah, boste slejko prej naučili tudi svojega duha, karko si potem predstavljate, da stoji na lastnih nogah. In pogledajte to simboliko, bodite pozorni, moški, ne. Prvo je nekaj pokonc, ne. In potem nekaj ženskega, mehkega, okroglega, medenico položite na to pokončno. In ženske, moški nimamo zaradi česa strp, če vas ne. Ta simbolika je meni toliko všeč. Hvala, če poziti ste bili.